Ni meje. Za dobre ideje. Prijazen pozdrav. Na Sinji vrh nad Ajdovščino gremo tokrat, kjer so to poletje znova ustvarjali umetniki na mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas, letos že 31. po vrsti. Projekt Škofijske Karitas Koper, s katerim predstavljajo javnosti sodobno umetnost ter hkrati osveščajo o stiskah v tem okolju. Zbrana sredstva letošnje mednarodne likovne kolonije so namenjena pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju koprske škofije. Za gostoljubje pa je, kot vsako leto, tudi letos skrbela družina Vidmar s Sinjega vrha. Umetniki so letos ustvarjali pod naslovom Odprta vrata. Ko so odprli svoja vrata, jih je obiskal tudi Jože Bartol in k pogovoru povabil Kristjana Vidmarja. Ne samo kot gostitelja umetnikov, ampak tudi kot pobudnika inovativne ideje v sklopu turistične ponudbe domačije, saj pridelujejo sir Golden Ring Cheese, majhen slovenski butični sir, ki zori v enem od najlepših kotičkov Vipavske doline. Kristjan Vidmar, 31 let že poteka likovna kolonija Umetniki za Karitas tu pri vas na Sinjem vrhu. Pred 31 leti ste bili še zelo majhni, zdaj pa seveda gospodar in likovna kolonija Karitas je pravzaprav tista, s katero ste odrasli. Ja, res je. Že 31 let prihajajo k nam umetniki, ki res ustvarjajo za en tak plemenit, dobrodelni namen. Tako kot ste že rekli, sem odraščal res od majhnega fanta do zdaj gospodarja, in zelo lepo je bilo to spremljati vse ta leta. Zdi se mi, da je vse skupaj tu zelo, zelo hitro šlo mimo, ampak res tudi je lepo, da vsako leto znova in znova nas tudi umetniki, pa tudi sam Karitas opozarja na to, da je pomoč še kako potrebna. V bistvu je fajn, da tudi nas na to kdaj spomnijo, ker dostikrat je ta tempo življenja tako hiter, da tudi pozabimo kdaj na to. In jaz upam, da bo tudi ta projekt Umetniki za Karitas še naprej se tako odvijal, ker je to res ena taka lepa zadeva. Tudi letos so se zbrali umetniki z vseh koncev sveta, se mi zdi, da nekako združujemo tukaj na tem koncu, tukaj pri vas, prvi tisočak od morja, ljudi, ki prihajajo vsak s svojimi problemi, vsak s svojimi vizijami, pogledi, ampak tukaj se pa nekako združijo in sicer jih na eni strani potegne prekrasna narava, v kateri živite, in po drugi strani seveda plemenit namen. Kaj lahko kot recimo gospodar tega gostišča na Sinjem vrhu rečete, recimo, kako vi začutite, recimo, da se to v njihovem delu, recimo, pa tudi v njihovem medsebojnem odnosu odraža? Ja, je kar zanimivo, tako tisti prvi dan, ko začnejo umetniki prihajati, res da z veliko pač imamo že odprej kakšne poznanstva, ampak vseeno se vsako leto dogodi, da prihajajo tudi umetniki, ki prvič pridejo do nas, pa tudi med sabo se mogoče nekateri ne poznajo in je tudi to zelo zanimivo spremljati, kako se ustvari neka kemija med njimi, neko sodelovanje med pogovori in izmenjave izkušenj. In verjetno je tudi to, da je en tak kotiček narave tle, ki jih nagovori, sploh če je tako prijetno vreme, kot je zdaj v tem času na Sinjem vrhu. To sigurno vpliva tudi na njihovo delo. In meni je to kot gostiteljev, ko smo gostitelji, moramo poskrbeti, da se pri nas dobro počutijo, ker tudi to vpliva potem na njihovo razpoloženje in samo delo. Je zelo spremljati in se trudimo, da omogočimo čim lepše bivanje tukaj pri nas. Seveda ste v teh letih dobili tako res zelo konkretno zbirko likovnih del, ki nagovori tudi goste, ki pridejo sem k vam, in se mi zdi, da ste potem tudi prepoznavni, se pravi na eni strani po umetnosti in drugi strani po prijaznosti, po kulinariki, ki jo skušate tudi na tak, bi rekel, na višji nivo nekako postavljeno
predstavljati svojim gostom. Mogoče še tukaj rečeva kakšno besedo. Sigurno je ta umetnost, te slike, ki so pač naša zbirka, ki se je, bom rekel, ustvarjala vsa ta leta, pusti Sinjem vrhu en velik pečat, tudi gostje, ki pridejo iz drugih dežel, ki se ustavijo tukaj, ko vidijo to zbirko, jih tudi to nagovori in so vsi zelo navdušeni, ker jim povemo, na kakšen način se tukaj ta umetnost odvija skozi kolonije, umetniki za Karitas, pa tudi skozi kolonijo Slovenija odprta za umetnost. In to daje neko težo našem prostoru, našem gostišču, našem penzionu, ker je tu res tisto, bom rekel, neka dodana vrednost, ki je vidna v bistvu ta umetnost. To je nekaj, kar je zelo težko na hitro narediti oziroma kupiti v nekih trgovinah s poceni opremo. In zraven tega sovpada tudi dobra kulinarika, ker umetnost in dobra kulinarika gresta vedno z roko v roki, tako da se pol tudi mi trudimo, da če je že ambient prepleten z neko visoko umetnostjo, da smo tudi mi nekje usporedno s tem. Zelo ste poznani tudi po sirih, ki jih tukaj pridelujete s posebno vrsto goveda, ki je čisto posebna in jo lahko vidite samo pod Sinjim vrhom, ne? Ja, siri, pač Golden Ring siri so naša blagovna znamka, so sigurno nekaj posebnega. Mleko kupujemo od sosednje kmetije Krapeš iz Otlice. In tudi sami tej siri, bom rekel, so nekako v slogu Sinjega vrha. Se pravi, so nekaj posebnega, zelo, bom rekel, taki ekskluzivni in moram reči, da so tako kot neke umetniške skulpture, pa tudi po okusu mislim, da so zdaj že, bom rekel, pridobili tudi na prepoznavnosti, tako da smo prisotni že v več drugih restauracijah tudi in delamo na tem, da se bo to razvijalo naprej, da se bomo čez recimo par desetletij lahko tudi o tem še kaj več pomenili. Bog daj, da bi bilo tako. Hvala lepa za tale kratek pogovor in seveda za to, da pod svojo streho gostite ta projekt Umetniki za Karitas in da se umetniki seveda tudi po vseh teh letih še vedno tako radi vračajo. Ja, nam je v čast, da smo res lahko del tega in upam, da bomo z umetniki, s Karitasom, pa z vsemi vami skupaj še kar dolga leta naprej sodelovali. Hvala lepa. Hvala vam. Poslušali ste pogovor s Kristjanom Vidmarjem s Sinjega vrha, kjer so tudi letos ustvarjali umetniki že 31. po vrsti na mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Razstava nastalih, tudi darovanih umetniških del je na ogled na domačiji na Sinjem vrhu vse do konca septembra. Če boste domačijo obiskali, pa boste lahko preizkusili tudi sir Golden Ring, ki ima posebno zgodbo in zori v enem od najlepših kotičkov Vipavske doline. S Kristjanom Vidmarjem s Sinjega vrha pa se je za tokratno rubriko dobrih idej pogovarjal Jože Bartol. Ni meje za dobre ideje.